Kipar Alojz Gangl velja za začetnika prenove kiparstva na Slovenskem v zadnji četrtini 19. stoletja. Po zaključku študija na Dunajski akademiji, po postavitvi prvega slovenskega javnega spomenika Valentinu Vodniku, po kiparskem okrasju nekdanjega deželnega gledališča današnje opere in pred postavitvijo spomenika Janezu Vajkardu v Valvazorju pred Narodnim muzejem, je kipar leta 1894 napravil marmorni relief Marija z detetom in Janezom Krstnikom. Kakor je sam povedal Antonu Aškarcu, je s tem delom, ki ga je napravil sam na lastno pobudo, želel pokazati, da je tudi slovenski kipar sposoben napraviti to vrstno religiozno delo in da ni potrebno, da cerkveni dostojanstveniki takšna dela naročajo na tujem. Josip Stritar je podal pozitivno oceno reliefa in pozval slovenske mecene k nakupu dela. Umetnina je v Narodno galerijo prišla leta 1934 iz Narodnega muzeja. Marmorni relief predstavlja Marijo z Jezusom v naročju in mladim Janezom Krstnikom, ki ga Marija objema z desnico, celotno podobo pa obdaja venec zvezd, kar seveda govori tudi o podnaslovu oziroma drugem naslovu dela, kajti delo je imenovano Marija in Stelis oziroma Madonna in Stelis. Delo se neposredno navezuje na renesančne kompozicijske in lepotne ideale, konkretno pa na Rafaelovo sliko Marije z Jezusom, katere kopijo je imel Alojz Gangl tudi v svoji lasti.